ki zgradili smo ga iz srca. Strganadi voz, sad je naš ponos, mi smo nova generacija. Ko nekoč bo sam, pozabljen ni volan, ko nikogar več ne bo ob tebi. Mi bomo prišli, pregnali vse skrbi, Ljudska stranka naj živi. Nova generacija, segla nam je do srca, skupaj smo ostali in se igrali, z nami je Slovenija. Nova generacija, segla nam je do srca, skupaj smo ostali in se igrali, z nami je Slovenija. Z nami je Slovenija. Pridejo dnevi in trenutki, ki nam omogočajo, da se srečamo, nasmehnemo drug drugemu, pogledamo prehojene poti in se z optimizmom ozremo v prihodnost. Drage prijateljice, dragi prijatelji, prisrčno pozdravljeni na 6. rednem kongresu Nove generacije podmladka Slovenske ljudske stranke. Da na začetku tega kongresa opravičim predsednika Slovenske ljudske stranke magistra Radovana Žerjava, ki se današnjega dogodka na žalost zaradi bolezni ne more udeležiti. Toplo pa v naši sredini pozdravljam župana mestne občine Maribor, gospoda Franca Kanglerja, poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Janeza Ribiča, podpredsednika Slovenske ljudske stranke, gospoda Janeza Tomšiča, naše prijatelje iz drugih političnih podmladkov in mladinskih organizacij, častna člana Nove generacije, Damjana Medveda in Aleša Primca, podpredsednico Mladinskega sveta Slovenije, Saro Bergle Zajec, ter vse vas, ki ste bili in ki ste še danes duša in srce Nove generacije SLS. Mladost je nekaj posebnega. Je obdobje spoznavanja sveta in samega sebe. Je čas velikih in majhnih neumnosti, čas potovanja v neskončnost in brez mej. Čas, ko se ti zdi, da je svet ogromen, da zgolj čaka, da ga spremeniš in osvojiš. Toda mladost je tudi čas, ko se mladi človek prvič sooča s tegobami in težavami, ki jih prinaša današnji svet. Je čas, ko mladi človek išče svoje zavezništvo v boju tega sveta, ko išče oporo, ko išče prijatelje, ki mislijo in čutijo podobno in s pomočjo katerih bodo njegove težave lažje. In ravno tak mozaik posameznikov združeni, da so tu drug za drugega in drug ob drugem je nova generacija SLS. Vsaka organizacija, ki kot družina služi svojim članom, ima svojo glavo te družine. Nekoga, ki še izdatneje hvali, graja, posluša, ki je tu za pogovor, za reševanje težav, za dobre ideje. To vlogo so v novi generaciji vseh letih njenega delovanja imeli njeni voditelji, Nataša, Rok, Bor in sedaj naš gostitelj Tibor Vrš mlajši, ki ga vabim, da nas pregovori nekaj pozdravnih besed. Spoštovani prijatelji, spoštovana prijateljica, spoštovanja podžupanja mestna občina Maribor, gospa Astrid Bah, spoštovani podpredsednik Slovenske ljudske stranke Janez Tomšič, župan gospod Franc Kangler, spoštovani častna člana in seveda spoštovani prijatelji z drugih mladinskih organizacij. Dovolite mi, da vas prav prisrčno pozdravljam danes tukaj v Mariboru.
Ko se takole ozrem po tej dvorani, vidim mlade obraze, ki vedoželjno in optimistično zrejo v prihodnost. Z veliko mero upanja in zaupanja, z željo po ustvarjanju, spoznavanju in odkrivanju. Vidim mlade obraze, ki si želijo v družbi podobno mislečih in čutečih stopati v svet odraslosti. S pomočjo podpore, opore in nasveta. Nova generacija SLS je v vsem svojem delovanju vedno v osnovi težila k ustvarjanju organizacija, ki bo pomenila varno prebivališče mladih in bo kot podpora služila njihovemu vstopu v svet odraslosti. Trudili smo se, da bi mladi dobili okolje, kjer bodo lahko odkrivali in razvijali svoje potencijale, krepili socialne stike in občutek družbene odgovornosti. Ne bom trdil, da nam je vedno uspevalo optimalno, kot bi lahko. Včasih smo zaradi takih ali drugačnih razlogov trčili ob težave, probleme in konflikte. Včasih je bilo potrebno veliko časa, spoznanj in pravih ljudi, da smo spet zopet prišli na pravo pot. Spoštovani, danes obeležujemo pomemben dan. Dan, ko smo se odločili, da bo nova generacija SLS bolj kot kdajkoli v svoji zgodovini ponovno postala varen pristan mladih ljudi. Ko smo se odločili, da bomo skupnimi močmi pomagali tej državi ustvarjati okolja, kjer bodo mladi ponovno pričeli verjeti v svojo prihodnost. Vemo, da ta naloga ne bo lahka. Potrebovali vas bomo. Vsakega od vas, ki sedite v tej dvorani. Vas, ki ste že vstopili v svet odraslosti, za nasvet, za podporo, za oporo. Zato, da nam boste zaupali, predvsem pa, da boste verjeli v nas. Zahvaljujem se vam, da ste danes z nami in si želim, da se danes v naši družbi počutite maksimalno lepo. Hvala za pozornost. So ljudje, ki navdihujejo zaradi tega, ker so to, kar preprosto so. V naslednjih trenutkih boste spoznali našo članico, ki pri svojih letih ne navdihuje, kot bi rekli fantje, zgolj svojo lepoto, temveč tudi za svojo sposobnostjo. Kaže nam, da niso pomembna leta, če človek želi nekaj spremeniti, če človek želi uresničiti svoj potencial, ki ga ima. Dragi prijatelji, podžupanja Mestne občine Maribor, predsednica občinskega odbora Nove generacije SLS Maribor in predsednica programskega odbora Evropske prestolnice mladih 2013 Astrid Bah. Spoštovani zbrani, lepo pozdravljeni danes tukaj v tej dvorani v našem lepem mestu Maribor. Prav lepo pozdravljam vodstvo SLS-a, vodstvo Nove generacije SLS, spoštovani župan Franc Kangler in vsi poslanci. Lahko rečem, da se prav prisrčno zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali pri pripravi tega kongresa, da se je zgodil prav tukaj v Mariboru, saj je Maribor tudi občina prijazna mladim. V letošnjem letu smo tudi pridobili ta certifikat. Kot je že Jasmina povedala, je Maribor bo drugo leto Evropska prestolnica mladih in bojda je tudi v ta namen danes ta kongres tukaj. Ekipa Nove generacije SLS je morda v zadnjih letih bila malo manj intenzivna, zato lahko rečem, da se bomo verjetno vsi člani, upam, da se strinjate z mano, trudili v prihodnosti to malo pospešiti. In pa tudi cilj prestolnice mladih v drugem letu je, da bi mlade spodbudili, da bi se začeli aktivno vključevati v vse procese soodločanja, tako na lokalni ravni, kot pa tudi nacionalno. Prav tako mislim, da je tudi vizija SLS-a takšna, zato me veseli, da smo se danes zbrali tukaj v takšnem številu. Še enkrat se vam zahvaljujem, da ste prišli in pa prisrčno vabljeni na dogodke Evropske prestolnice mladih v drugem letu. Dobrodošli v Mariboru. Hvala. Veseli nas, da se nam je danes pridružil tudi naš poslanec Slovenske ljudske stranke, gospod Janez Ribič, ki ga vabim, da nas spregovori nekaj besed.
Dobar dan, spoštovane gospodične, spoštovani gospodiči, cenjene dame, dragi gospodje, spoštovani gostje, lepo vas pozdravljam danes tukaj na vašem kongresu. Z velikim veseljem, da se to dogaja na našem koncu, na mojem koncu, v Mariboru. In zato sem dolgo čakal na ta trenutek. Čakal zaradi tega, ker smo prišli v takšne čase, ko je zelo, zelo pomembno, da zopet prihajamo skupaj različne generacije. Nam, ki smo bili zraven pri rojstvu te države, ki smo jo kot politiki želeli soustvarjati in napraviti vam takšno, kot bi si jo želeli, nam velikokrat ni uspelo. Sam sem se trudil delati pošteno, zavzeto, ampak to je premalo v politiki. V politiki se je našlo toliko posameznikov, ki so delali z drugim namenom, z namenom za sebe, z namenom, da so odpirali poti tajkunom, da so lahko ropali vse tisto, kar je bilo zgrajenega nekoč skupaj, vse tisto, kar smo iz dneva v dan v teh 21 letih delali in gradili. Vse to so odtojevali preko bank, preko državnih podjetij in danes je ta barka prišla med čeri, ker ne vemo, kako naprej. In zato je zelo, zelo pomembno, da se danes zopet na takšnem kongresu srečamo. Da je tudi vam ni vseeno, kako bo jutri. In zelo me veseli to vaše razmišljanje, ko bom star, da ne bom sam, da boste tudi vi prišli in mi pomagali. In jaz bi to tudi želel vam, da boste znali to prenesti naprej, na druge generacije. Kajti takšno je pač življenje. Leto za letom teče. In tudi vas bodo doletela srednja in leta starosti. In kako lepo bo, če boste odzadaj imeli podmladek, kateremu boste lahko zaupali. Želel si bi, da bi vaša mladostna zagnanost, naše izkušnje prišle skupaj in pomagali in pokazali vsem tistim, ki krojijo današnje življenje v Evropi in v naši državi, da pa so šele kakšne svetle točke. In te točke moramo skupaj iskati. Novemu vodstvu, ki bo danes izvoljeno, želim veliko modrosti, veliko dobrega sodelovanja in pokažimo, da smo Slovenska ljudska stranka z veliko ali pa največjo tradicijo na tem delu sveta in da, ko je potrebno, znamo delati vse generacije skupaj. Vse dobro vam želim. Hvala lepa. V imenu vodstva Slovenske ljudske stranke pa sedaj vabim pred mikrofon podpredsednika gospoda Janeza Tomšiča. Spoštovani mladi, spoštovani gospod župan, vsi gostje. Nekaj besed je bilo že rečenih o tem, zakaj smo danes v Mariboru. Prav pa je, da povemo še eno. Mislim, da je Franc Kangler tisti župan, ki je tako politično zgodbo v tem delu Slovenije, kot tudi zgodbo svoje občine zgradil predvsem na mladih in s pomočjo mladih. Če katerega od naših politikov v tej stranki pa tudi sicer spremljamo, vidimo, da je on eden redkih, ki dela z mladimi, z njimi gradi, jim zaupa in jim seveda tudi nalaga odgovornosti. V tem smislu je gotovo Maribor vzor vsem tistim, kjer morda kdo od nas starejših ali pa še tistih starejših pravi, da se stvari ne da spremeniti. Stvari se da spremeniti in spreminjati, ampak samo z mladimi. Predsednik se žal današnjega srečanja ni mogel udeležiti, še včeraj popoldne, ko je bil v Ljubljani na svojih ministrskih obveznostih, je imel, mislim, da 2 snemanja, potem se zelo slabo počutil
vendar bil zvečer še vedno optimist, da bo čez noč nekako premagal slabo počutje in prišel zjutraj v Maribor, kar si je tudi želel. Zjutraj pa žal javil, da ga je zdelala vročina in da glede na obveznosti, ki ga čakajo v nadaljevanju, se tega dogodka ne more udeležiti. Prosil me je, da vas lepo pozdravim v njegovem imenu, da vam zaželim uspešno delo na današnjem kongresu in seveda, da je današnji kongres tista točka, od katere boste mladi enotno in s polno energijo delali tudi v prihodnje. Kaj stranka pričakuje od podmladka? Če sploh lahko to vprašanje postavim, Podmladek je namreč avtonomna organizacija. Nedolgo nazaj, ko sem bil sam del tega podmladka, smo seveda zelo pozorno spremljali, kdaj je stranka kaj pričakovala ali pa ne, in smo vedno dali vedeti, mi smo mladi, ne boste vi nam naročali, kaj pričakujete. Res pa je, da smo hkrati bili v dialogu s stranko in da smo skupaj s stranko dosegali določene cilje. Podmladek je šel lahko včasih malo dlje, lahko je bil malo bolj provokativen, lahko si je privoščil kakšno izjavo, ki si je pač stranka zaradi svoje pozicije ni mogla. Da bo nova generacija. Leta 2000, ko se je oblikovalo to ime in tudi geslo prvega kongresa nove generacije, rednega, je bila nova era, nova doba, se pravi nov način dela, nov način politike, nov način spreminjanja odgovornosti. Kot je že poslanec prej dejal, veliko stvari smo delali narobe, Slovenijo pripeljali tja, kamor si nihče ni želel. Čas je, da mladi potegnete ta voz naprej. Vse dobro vam želim. Nekdanji poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, pravnik in sedaj župan. Velik ljubitelj narave in živali, plavanja ter smučanja. Tak vpis vam bo danes prikazal Google, če boste vanj vtipkali ime Franc Kangler. Tudi Franc Kangler, župan mestne občine Maribor, ni zgolj to. Je še veliko več. Je politik, ki vsem svojem delovanju posveča ogromno časa, pozornosti in priložnosti mladim. V zavedanju, da je potrebno prihodnost graditi že danes. S pridobitvijo projekta Evropska prestolnica mladih 2013 je uspel svetu sporočiti ne samo to, da je Maribor mladim prijazno mesto, ampak da lahko tudi Slovenija postane mladim prijazna država. Dragi prijatelji, v veliko veselje in čast mi je, da lahko na današnji slavnostni dan, ko obeležujemo 6. redni kongres nove generacije Slovenske ljudske stranke, pred mikrofon povabim našega osrednjega govornika, župana mestne občine Maribor, gospoda Franca Kanglerja. Hvala lepa. Spoštovani zbrani, prisrčno pozdravljeni tukaj v Mariboru. Dovolite mi, da v tem danem trenutku nastopim v dveh vlogah. Prvič, da kot župan mesta spregovorim par besed o mestu, v katerem ste se zbrali. In drugič, da delim nekaj misli z vami kot politik, najmlajši politik, ki se je znašel leta 96 v Državnem zboru in do tega trenutka, ko bi naj bila moja vloga, da prav vas tukaj nagovorim. V življenju je vse mogoče. Vsak ima svojo življenjsko pot. Vsak ve, kje jo začne, pri materi. Nikoli nikdar ne veš, kje jo boš končal. Tako je tudi bilo nemogoče, da bi Slovenska ljudska stranka imela župana v mestu Maribor, rdečem mestu so takrat govorili. Stranka, ki je imela takrat na državnem nivoju 2% ali pa 6%. Če trdo delaš, če garaš, če imaš vizijo, če imaš idejo, če imaš interes, prideš do cilja. Vsakega. In vsaki problem se da rešiti. In vsaki problem je tudi rešljiv. In tako je tudi nam v tem mestu uspelo, da smo na volitvah leta 2006 tukaj v Mariboru zmagali. Takrat smo imeli samo 3 svetnike v mestnem svetu, sedaj smo zmagali tudi z listo in imamo 10. Za nami je SDS z 7, na to Desos že 6, v mestnem svetu je
16 svetniških skupin, v koaliciji z mano jih sodeluje cirka 35 svetnikov. Ime Čerino, povezati na eni strani Desus, leve stranke, na drugi strani desne stranke, to je umetnost politike. In sem kar vesel, da vidim nekaj starih obrazov, sem vesel, da slišim nekaj besed tako podpredsednika kot poslanca. Vendar v Mariboru nam je uspelo to, kar do sedaj sem prepričan nikomor v tem okolju. Nekateri se hvalijo, da je njihovo mesto najlepše, tudi moje je zelo lepo. Ampak poglejte, dobiti Evropsko prestolnico kulture, mesto, ki ima 110 tisoč prebivalcev, dobiti Evropsko prestolnico mladih, mesto, ki ima 110 tisoč prebivalcev, dobiti svetovno mladinsko prvenstvo v šahu 7. novembra, 40 tisoč nočitev, 3500 tekmovalcev v Mariboru. Pride predsednik Svetovne šahovske zveze, Iljužinov, pride najboljši šahist vseh časov. Odprl bo v Mariboru akademijo za šah. Edino v Evropi, zakaj ne v Parizu, zakaj ne v Londonu, zakaj ne na Dunaju, prestižnih mestih, ne prav tukaj v Mariboru. Ena je v Ameriki, druga bo v Mariboru. In to priznanje nam dajo tujci. To nas vidijo, oni nas opazijo. Mesto Maribor ima takšno oblast, kot si ga pač mesto izbralo. Vendar, leta 2006 do leta 2010 smo knjigovodsko vrednost mestne občine Maribor v mojem mandatu dvignili za 174 milijonov evrov. Tudi na moje mesto so poslali 117 kriminalistov za ptičjo hišico, me preganjajo za dom za ostarelih, za to, ker nisem pustil reveža vreči na cesto in še bi lahko našteval. Na drugi strani nekateri šaflajo, izvažajo milijone evrov, pa nikomor nič. To ni pravna država. Ne more biti. Imamo dvojne kriterije ali trojne. Nekdo gleda, ali si levi ali si desni. Meni je popolnoma vseeno. Jaz sem župan vseh. Župan tistih, ki so me volili, in župan tistih, ki me niso volili. Za to obdobje, za ta mandat. Spoštujem vsakega predsednika države. Ali mi je všeč, ali mi ni všeč. In je potrebno spoštovati, zato ker je dobil mandat. Mesto Maribor je v zadnjih 5 letih realiziralo 49 evropskih projektov. Več kot 20 je zaključenih in naj jih nekaj naštejem, ker se radi tudi pohvalimo. S tem smo si razvoj tega mesta tudi razdelili. Smo edino mesto v Sloveniji, ki ima brezžični, brezplačni internet po celem mestu. In edini v Evropi, razen Latvije, Litve in Estonije. V Mariboru na Pohorju imate brezžični internet. V Kamnici po celem mestu. Lahko mesto spremljate preko webkamer, kjerkoli po celem svetu. Smo edino mesto v Sloveniji, ki imamo taktirne označbe za slabovidne in invalide. Smo mesto prijazno invalidom. Smo mesto, ki smo dobili listino, tako kot naša magistra Astrid Bah poudarja, prijazno mladim. Po UNICEF-u prijazno otrokom. Smo dobili evropska sredstva za stadion, katerega zmerom napolnimo, ne glede kakšna je tekma. Imamo svoj ponos. 6 milijonov evropskih sredstev za stadion, ostalo smo ga zgradili z lastnimi sredstvi, niti centa strani države. Lutkovno gledališče 6 milijonov za Evrope, gondola 4 milijone, medicinska fakulteta 40 milijonov, taktirne označbe 600 tisoč, kolesarske ceste 600 tisoč, Nasko dvorec 2 milijona, krožišče 2,5, cesta Kamnica Kungota 3,5, projekt Interreg 3A 2 milijona, projekt City Network z Gradcem 2 milijona, projekt Change for Change 2 milijona, Grad 3,5 milijona, Piramida 2 milijona. Ampak še bi lahko našteval, da bi prišel do tistega 49. evropskega projekta.
smo edini v Sloveniji, ki imamo v lasti youth hostel. To kolega iz Ruš lahko potrdi, ki smo ga mi zgradili, mestna občina Maribor, za mlade, ki smo za njega pridobili 1,5 milijona evrov iz Evrope, ki smo ga predali v upravljanje tako imenovane MKC-a. Ampak to so projekti, ki so dolgoročni, ki imajo neke posledice. Ta hotel je nastal z evropskimi sredstvi. Ta ulica je izpred hotela, ki je urejena, 2 milijona z evropskimi sredstvi. Da ne naštevam za kanalizacijo, vodovod in še bi lahko našteval. Ampak želim poudariti, to je plod znotraj mestne občine Maribor trdega dela. Dela ljudi, ekipe. Vsi so me v tem mestu šikanirali, da sem z ljudske stranke, da sem z Dupleka, čeprav moj oče je pod Pohorjem tudi obiskal šolo, Radvančan, po Krninah, mama z Dupleka. Vsi so me šikanirali zato, ker sem z takega političnega profila, da ne bo razvoja v tem mestu. Še danes se to dogaja v nekaterih časopisih. Ampak mi, ki smo navajeni, ki imamo prave korenine, imamo debelo kožo. Nas ne zanima levo ali desno, nas zanimajo v tem danem trenutku, ko dobišmo nad rezultati. V teh rezultatih se bodo prepričali ljudje, pa tudi vi, ki ste se danes tukaj zbrali. Kako smo prišli do Evropske prestolnice mladih kot mesto? Čist preprost, enostaven način. Tudi to vam bom zaupal. V Beogradu na službeni poti srečam bivšega predsednika stranke Mladih Slovenije, Dominik Črnjaka. Pravi, ti v enem večjem mestu, ko je Maribor, ne bom ga imenoval, sem dobil korpico, ko s njim do to idejo. In se pogovarjamo, da bi lahko mesto Maribor kandidiralo za Evropsko prestolnico mladih. In ga poslušam. In ga drugi teden pokličem. Pridi v mesto, povej, kje, kako. In pride. Imamo vse v mesto? Imamo. Smo sposobni prijaviti? Smo. 2-krat sem potoval za Bruselj, nekaj sem slobiral. Odločitev v Kijevu je bila sledeča. Proti kandidat mesto Mariboru, London City, Istanbul, Budimpešta, Bukarešta. To so mesta, ki so večmilijonska. Proti enemu malemu Mariboru, 100.000 prebivalcev. 15 članov komisije, v prvem krogu je bilo glasovanje. 15:0 za mestno občino Maribor. In tako smo projekt Evropske prestolnice mladih pripeljali v Maribor. Naslednjo jutro dobim klic enega mojega kolega županskega, kako mi je to uspelo. Na čist preprost, pošten, spoštljiv način do okolja ljudi, ki kakorkoli delajo. Vse, kar smo za potrebe kulture zgradili, smo zgradili z lastnimi sredstvi ali pa sredstvi evropskih skladov. Dobili smo države programska sredstva, da bi pa mi zgradili brežino reke Drave, Max, univerzitetno knjižnico oziroma knjižnico, mestno knjižnico ali pa galerijo, ni bilo politične volje, da bi to dali mesto Mariboru, mojim ljudem, državljanom Republike Slovenije. Ni bilo te odločitve. Če bi ta kulturna prestolnica bila kje drugje, bi vsi stali v vrsti, mirni bili, denarja bi bilo dovolj. Ampak kulturna prestolnica Evrope je zato, da se mesto kot tako dobi dodano vrednost v kulturi. Ne samo Maribor. Mi smo kulturno prestolnico Evrope potopili, ker nismo bili po domači povedano egoisti. Novo mesto, Velenje, Slovenj Gradec, Mursko Soboto in Ptuj. Zato, ker smo želeli dodano vrednost kulture v vzhodni kohezijski regiji. Celje je pa samo kandidiralo, zato je izpadlo z tega. To je mesto Maribor. Veliko polemike je bilo, da imamo najmlajšo županjo. Kako je to mogoče? Novinari sploh niso spraševali, kdo je sploh lahko podžupan. Vi mladi veste, ki se s politiko govarjate, da podžupan ali podžupan je lahko nekdo izmed izvoljenih v mestni svet. In če se je koalicija odločila izmed svojih, da imamo
podžupan je za mlade iz vrst Slovenske ljudske stranke, potem mislim, da je to politična odločitev tega mesta. In polemike so bile takšne ali drugačne, nesposobna kazenska ovadba, zato ker se je predtem zaposlila na enem stanovanjskem skladu, kjer je naša kolegica, direktorica, in še različni napadi. Ampak to bomo mi preživeli, politično in tudi pravno. Hočem vam povedati nasledečo zgodbo. Res je, kar pravi gospod Tomašič. Slovenija se je znašla v politični krizi in to veliki. Kot politik ne vidim nekega izhoda z temi obrazi vsemi, levimi in desnimi. Zdaj ne govorim, sem vesel, da imamo druge podmladke tu in prav, da slišijo naše razmišljanje in prav je, da tudi mi slišimo njihovo razmišljanje. Zato, ker preprosti državljan, občan ne zaupa več politiki, ne levi, ne desni, ne starim obrazom, in smo se znašli zaradi tega v krizi. Ne bom na tem mestu, ker je slavnostno mesto, govoril o nekaterih procesih, ki se dogajajo pred volitvami ali pa po volitvah, od nekaterih političnih intrigah, starih zgodbah, ampak v pravni državi, v pravnem redu je potrebno na prvem mestu zagotoviti krščanske vrednote, če smo evropska država. V Bruslu sem srečal Ivota Vajgla. Sva se sedla, sem rekel, Ivo, kaj je narobe z našo državo, kaj ti vidiš? Rekel, glej, on je levičar, vsi ga poznamo. Sloveniji primanjkuje krščanskih vrednot. Cela Evropa temelji na krščanskih vrednotah. To ne pomeni, da hodim jaz ali pa vi v cerkvo. To pomeni, da spoštujem človeka, spoštujem družino, spoštujem ljudi, ki drugače mislijo kot mi. Z dialogom rešujem probleme, ne s policijo, ne z sodno vejo. In da delamo za boljšo prihodnost in boljši jutri vseh nas. Tudi mi, če bo Bog dal sreče nam, bomo enkrat starejši. Ali pa bomo enkrat potrebovali pomoč mladih ali pa najmlajših. Jaz se zavedam tega, da sem bil najmlajši politik v Sloveniji. Leta 96 poslanec v Državnem zboru, prav Slovenske ljudske stranke. Nisem imel strica, ne botro, ki bi me tiščali gor po preferenčni listi, da bi lahko do tega prišel. S trdim delom stranke, nisem imel dolgo stranke, volitev, se prije daleč. In tudi mi v Mariboru delamo z mladimi na ta način, da jim damo priložnost med prve 3 na listo in to bi lahko vsi župani naredili v nekem okolju. Morajo župani spoznati, da morajo profilirati obraze politične vseh strank. Vsaka stranka, če bo samo ljudska stranka imela politične profile in prave obraze, bo slabo državi šlo. Če bi danes imeli prave politične profile, tako v SDS-u, v ESD-u, v Ljudski stranki, v Novi Sloveniji, več profilov, več politikov, sem prepričan, da je bila država na boljši poti, kot je v tem danem trenutku. Nema veze, kdo je kriv kaj za preteklost. Mene zdaj v tem danem trenutku, od tega trenutka naprej, zanima prihodnost. Prihodnost moje občine, prihodnost moje države. Tudi sam sem bil leta 91 v prvih vrstah, kot marsikeri Slovenec. In me marsikaj v tem danem trenutku boli, ker takrat se nismo za to borili ali pa izpostavljali svojega življenja, da se bo nekdo z to državo ali pa z mlado demokracijo v tej državi tako na takšen način poigral. Zato je na vas in pred vami velika odgovornost, večja kot pred nami. In tudi neke kritike je treba dati na vas, ki ste se danes tukaj zbrali, in tudi na podmladke drugih strank, ki so danes tukaj prisotni. Premalo naredite za svoj profil. Profil nove generacije, profil mladega foruma, profil mladih v SDS-u, premalo. Ne sliši se vas. Samo pred volitvami se vas sliši. Iskreno povem, kot politik bi pričakoval od vseh mladih
strank ali pa mladih podmladkov v vseh političnih strankah večja aktivnost skozi 4 leta. Vi se morate aktivno vključiti v soodločanje odločitev, tako v državnem svetu, državnem zboru ali vlade. Brez zamer v politike ni zamere. Tudi mene je kdo pa domače povedano napizdim nazaj, ampak ko gremo z moje pisarne ven, prestopimo prag, ni zamer, ni povešenega pa domače povedano nosa. V politiki ne. Če pa se s tabo to dogaja, pa ne moreš biti v politiki, pol pa idi, ne vem, v gospodarstvo ali pa v šolstvo ali pa kam drugam. In v politiki ni mej med levih in desnih, med črnimi in rdečimi. En druge se potrebujemo. Tako kot mi na lokalnem nivoju, v mestnem svetu, tako v tej državi. Ne glede na to, kdo je koalicija, kdo je opozicija. Je pa res, da pa marsikdo v tej državi zlorablja politiko za doseganje svojih ciljev. Ali takšnih zasebnih, ali pa kakšnih drugačnih. In čez noč mi tega ne ustavimo. Ustavi samo proces. Proces 5, 10, 15, 20 let. In če ćemo ta proces peljati na ta način, da bomo imeli zdravo, mlado evropsko državo, se morajo vse generacije, oziroma naša nova generacija in vsi podmladki aktivno tudi medsebojno povezati in vključiti v kreiranje državne in lokalne politike. Jaz upam, da sem bil dovolj jasen, sem vesel, da ste se danes tukaj zbrali, čeprav bi vas danes tukaj moralo biti 400 ali pa 300, tako kot na kongresu Slovenske ljudske stranke. In mislim, da je tudi priložnost, da nova generacija prevzame pokroviteljstvo v naslednjem letu, ko smo Evropska prestolnica mladih, naredimo en tabor vseh podmladkov političnih, enih 200-300 ljudi, čez dan se malo kregamo, malo provociramo, zvečer se malo pobliže spoznavamo in mislim, da je to tisto, kar rabi Slovenija, da se začnemo spoštovati, da začnemo skupaj kreirati. In jaz sem si marsikaj izkusil v parlamentu, spoštovani zbrani, velikokrat smo se kregali. Sem bil en tistih politikov, ki sem zbral 57 podpisov v državnem zboru proti takratnemu Drnovšku, 57. Zato, ker sem bil odprt do vseh, vsemi, vsakemu sem lahko šel, ker nisem držal figo v žepi, zato, ker sem mislil dobro za Slovenijo, za državo. In ko bomo to vsi sprejeli, sem prepričan, da bo Slovenija na pravi poti. V tem danem trenutku pa oblasti imamo, tej oblasti je potrebno pomagati, tudi če se ne strinjamo z njo ali pa s predsednikom ene, druge, tretje stranke, ki je v koaliciji, da to krizo, ki je pred nami, tudi pred občinami, skupaj izpeljemo na ta način. Pustimo volitve, naj izberejo spet volivci svoje kandidate in naj se postavi takrat nova koalicija. Ko pa si na oblasti, pa prevzame odgovornost in pelji to tako, kot je potrebno. Zato, spoštovani zbrani, člani nove generacije, tukaj v Mariboru danes imate veliko odgovornost. Izbrali boste vodstvo, izberite takšno, da bo se slišal tudi naš glas preko vas. Vi morate biti nekoliko drugačni kot mi aktivni politiki. Vi morate zmerno biti. Spomnim se kolega Medveda, nikoli si nisma bila skregana, ampak doskrat sva se pa tako čudno gledala. In sem zelo vesel, prisežem, sem pristopil te prvo k njemu, kaj delaš, ki si, ker nisem dolgo nič za njega slišal. Takrat se spomnim, naš minister ljudske stranke, on pa prometni minister, on pa akcija, dajmo zapreti tire, cesto in to je prav. In nekateri so bili znotraj poslanske skupine Slave volje, ne vem kaj, jaz sem to podpiral. Prav je, tudi se spomnim nekaterih akcij, ki jih je imela nova generacija. Mi v vladi, oni proti. Prav je, prav je. In na ta način je tudi zagotovil, da je nekdo v državi začel razmišljati, da tudi obstaja eno malo Kidričevo, pa en mali prehod železniški,
da rabi enako pozornost, kot pa en prehod, ki je blizu glavnega mesta ali pa kjerega drugega večjega centra, Maribora recimo. Ne? In to je prav, in spoštljivostjo in na primeren način sem prepričan, da lahko rešimo vsaki problem. Prijetno bivanje, druženje tukaj v Mariboru. Prišli ste v času, ki imamo enih največjih ekomaratonov. Kolesarski je za vami, če bo kjer jutri odtekel svojo pot. Drugače pa v neposredni bližini je najstarejša trta na svetu. Stara je preko 400 let, 450. Tukaj lahko s terase vidite medicinsko fakulteto. Čakamo na razpis evropski, da uredimo brežino reke Drave, ki bi morala biti urejena že pred 3 leti za potrebe Evropske prestolnice kulture. Obljubljali so mi vsi, da bo razpis, 3 leta ni bilo razpisa, da bi lahko teh 8 milijonov z Evrope potegnil sem v to mesto. Na ta način ne bo nihče župana ali pa naroda zlomil. Prej bo župan dobil še večjo podporo. Če nekdo ne da razpisa ali pa če nekdo blokira, da bi se prijavili. Tukaj medicinska fakulteta, vprašajte na medicinsko fakulteto, koliko študentov s Prekmurja, z Ljubljane ali pa Primorske študira tukaj v Mariboru. To ni mariborska fakulteta. To je slovenska fakulteta, ki je v Mariboru. Za potrebe vseh nas, naših otrok, bodočih doktorjev. In tako jaz gledam na ta svet. Nisem kritičen do mesta Ljubljane, nikoli nikdar. Kritičen sem do državne oblasti, ki je skoncentrirana v Ljubljani, ali pa do državne administracije. Problem državne administracije je tisti, ki nas župane, ne glede političnih strank ali ne glede na lokacijo, kjer smo v zadnjem času, zelo bremeni ali pa obremenjuje pri svojem delu. Bil sem nekoliko daljši, jaz sem prepričan, da ste slišali kako dobro ali pa tudi slabo besedo. Jaz vam želim vse dobro v mesto, predvsem vam pa priporočam, da se povežete, z našo podžupanjo. Mi smo odprti za vse politične opcije, kar se tiče podmladkov. Jaz bi si želel, da jih vključujemo, ne glede kako se kdo obnaša v mojem mestnem svetu. Predvsem pa želim, da nova generacija za drugo leto v okviru Evropske prestolnice mladih poveže in naredi eno veliko zgodbo znotraj Slovenije, da mi pokažemo, ali pa vi mladi, da se lahko vse politične opcije med sebojno pogovarjajo, da lahko tudi sprejemajo odločitve, da lahko tudi dajo sporočilo svojim liderjem, nema veze, ali je to gospod Lukšič, ali Janša, ali Radovan Žerjav, ampak sporočilo je pa pomembno. In tako, nekaj besed o vaši prihodnosti, strani mene kot viziji, nekaj besed o mestu Maribor. Lahko vam tukaj na tem mestu tudi povem, ker smo sami, ni neke sedme sile, podžupanjo pošiljam v Denver. Bil sem v planu, da grem sam, vendar nekaj imam obveznosti. Nominirani smo kot mesto za največjo nagrado na svetu, kaj lahko kjero mesto dobi. Ob Tokiu, Londonu. Nagrada se bo podeljevala za razvoj mesta, vizije. In jaz zmeraj rečem, če je Bog, bo ta nagrada v Mariboru. Hvala lepa.
Na diatonično harmoniko nam je zaigrala Tamara Vandur, prejemnica zlate mednarodne nagrade Avsenik, srebrne plakete državnega prvenstva deklet in zmagovalka pohorskega tekmovanja. Nova generacija SLS je nastala 1. julija leta 2000 z združitvijo takratnih mladih SLS in mladih krščanskih demokratov. V času njenega delovanja so ji globok pečat pustili njeni predsedniki in predsedniki njeni predhodnic. Aleš Primc, Damjan Medved, Nataša Kavaš-Puc, Rok Ravnikar, Boris Gonc in Tibor Veroš mlajši, ki funkcijo vodenja nove generacije opravlja zadnji 2 leti. Veseli me, da je velika večina od njih danes tukaj z nami, ko stopamo na neko novo pot. Sedaj pa naprošam častna člana nove generacije, Aleša Primca in Damjana Medveda, da nam spregovorita nekaj besed. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Najprej gospod župan za gostoljubje, sedanje vodstvo, bodoče vodstvo, predvsem pa bi želel pozdraviti gospo poslanko, ki danes vodi srečanje, pa je tako skromna, da je zaenkrat še ni noben pozdravil, tako da lepo prosim en aplavče za njo. Mene je politika zaznamovala zelo močno. Od leta 1992 naprej, pa tam do leta 2009, si bil zelo, zelo močno vpet v politično delovanje. Od najnižje ravni krajevnega odbora, pa vse do, če rečem, predsednika glavnega odbora Slovenske ljudske stranke. V tem času sem ugotovil, da je v politiki marsikaj lepega, marsikaj slabega, te pa predvsem politika in prostor, kjer se imamo možnost spoznavati in združevati, in predvsem, da lahko v politiki ustvariš ena poznanstva, ki ti lahko pomagajo za naprej. Žal, dajte, jaz upam, da se bo to spremenilo v bodoče. Tudi jaz pogrešam večjo aktivnost mladih ljudi, vendar pa kot podmladek imaš sorazmerno zelo omejene možnosti. To tisti, ki ste v podmladku delovali, pa še delujete, boste verjetno priznali. Vedno vam manjka denarja, vedno vam manjka razumevanja, vedno vam manjka na nek način mogoče tudi poguma. Ker mladi ljudje, kakorkoli gledaš, ko si enkrat v študentskih časih začneš malo kalkulirati, kje bo služba, kje bo uno, kje bo tretje, in takrat žal, moraš razmišljati tudi o svoji prihodnosti in tem, kako boš vendarle malo pazil, da se ne boš vsem zameril. In to je včasih, ali pa dostikrat tudi na račun tistega, kar verjameš. Jaz si želel, da je bilo tega čedalje manj, ali pa čim manj. Tisto, kar pa ostane, tisto, kar pa res, mislim, da pa dolgoročno pomembno, so pa odnosi med vami. To vam bo pa ostalo, ne glede na to, kaj ste skupaj naredili. In jaz lahko rečem, da zelo veliko ljudi, ki sem jih spoznal v politiki, pa ne glede na to, ali smo se vedno razumeli, ali se nismo razumeli, danes na tak ali drugačen način sodelujemo. Tako da tisto, kar bi vam želel položiti na srce, pa nič pamet soliti, je to, da ne glede na to, ali se boste strinjali, ali se ne boste strinjali, ohranite med sabo take odnose, da potem, ko boste malo odrasli, ko boste recimo v svojih profesionalnih okoljih, ko boste na svoji poklicni poti, ne boste zaprli si vrat do ljudi. Mislim, da je zelo, zelo, zelo pomembna zadeva. In če boste to naredili, se pravi, spoznali veliko ljudi, hkrati pa ne zaprli vrat, vam povem, da bo to ena izjemna popotnica za vaše delo in življenje v podmladku. Jaz se želim ob tej priložnosti zahvaliti posebej tudi eminentnim ljudem, ki so danes tukaj, recimo gospod Ribič, pa rekel, zakaj te ne? In je naredil. In se mu za to zahvaljujem, se pravi, pomembno se mi zdi tisto, kar je tudi on sam izpostavil. Ne glede na to, kaj se ti s človekom razumeš, ali pa kdaj se strinjaš, ne strinjaš, mogoče imaš celo kakšne konflikte, da takrat, ko je potrebno za našo skupno stvar stopiti skupaj, to naredimo. In zato še enkrat poudarjam, res pomembni so naši medčloveški odnosi in te medčloveške odnose dajmo do te mere graditi, da bomo lahko stopili skupaj, ko bo to potrebno. In zdaj je potrebno. Jaz sem se zdaj iz politike, kot ste lahko opazili,
umaknil, sem na nek način začutil večje svoje poslanstvo za delovanje v civilni družbi. Verjamem, da je delovanje v civilni družbi lahko pomembno dopolnilo politike, ker daje na nek način lahko politiki vizijo, korektiv, hkrati pa tudi omogoča, da politika dejansko ne gre na določenih področjih predaleč. Jaz sem ocenil, da je v politiki zelo narobe, če nima tega korektiva civilne družbe in zaenkrat vidim, da je tukaj ogromno dela, ki ga je treba narediti, zato se verjetno še nekaj časa v politiko tudi ne bom vrnil. Bi se pa želel vsem tistim, ki delujete v politiki, zahvaliti za podporo, ki ste jo s svojim delom in svojim delom svoje organizaciji nudili v prizadevanjih okrog družinskega zakonika in za zmago, ki smo jo dosegli. In vas prosim, da tudi na naši bodoči poti, kjerkoli že bomo, stopimo skupaj, ne glede na to, smo v politiki, gospodarstvu ali pa v civilni družbi, delamo dobre stvari za to državo. Hvala lepa. Pozdravljeni. Že dolgo nisem govoril v javnosti, ker pač pred par leti sem se umaknil. Tako da, oprostite tudi, če bo mogoče malo čustva me prevzela. Ja, danes so vsi govorili o prihodnosti. Vendar jaz verjamem v to, da če ne poznaš preteklosti, ne razumeš prihodnosti. V politiki so tudi prijatelji, so tudi nasprotniki, to vse obstaja. In to izhaja iz preteklosti. Zato je bilo prav, da tudi danes malo spregovorim o preteklosti nove generacije, ker nobeden pač v tej vlogi ni pač nekaj besed spregovoril. Ja, odkot ime nove generacije, ne? Moram reči, da se ni izmislil ne Damjan Medved, ne Aleš Primc, ampak je izhajalo to ime iz španskih zadev. Bila sta pa za to ime gospod Ilc, ki je danes glavni tajnik Nove Slovenije, in pa, ko je bil predsednik SKD, Hajdenjak. Res pa je, da pač je prišlo v tistem 2000 letu do združitve strank, prišlo do malih trenj. Jaz sem bil, rečemo, nad imenom zadovoljen, ker jaz sem verjel v novo generacijo. Jaz sem že čistokrat verjel, da je potrebno, da se v stranki prenovijo stvari, da pride tudi nova generacija. In nisem imel nobene težave s tem, kljub temu, da se na nek način pač nismo politično našli skupaj z Hajdenjakom, smo se bolj našli v istem času SLS z gospodom Primcem in smo tistokrat tudi speljali ta kongres. Jaz moram reči, da je prav, da veste, da so bile zelo zanimive stvari tudi že pred kongresom in jaz tega ne želim, da bi kdaj se vam to zgodilo, celo pretepali ste se že pred kongresom. Vse te stvari so se dogajale, vse to je bilo res. In tega ne zanikam. Dejstvo je, da ti moraš biti na svojo zgodovino ponosen, ne glede na to, kakšno je. Jaz moram reči, da to se ni na naši strani zgodilo, mi smo malo bolj umirjeno to delovali, medtem ko na SKD-jeve strani so bili malo bolj zagreti. Ampak dobro, to je vse del politike. In prav je, da tudi take stvari veste. Čeprav ne preporočam več pretepa, prosim. Imate za to glave, besede, da se zmenite, da se dogovorite. Jaz lahko rečem, da tistokrat, ko sem prevzel SLS, mladino od SLS-a, je pomladek bil, ki ni deloval enih 4-5 let. Slučajno je bilo tako, da jaz sem bil v podeželski mladini in so meni pač predlagali, da bi organiziral eno izobraževanje, na katerem je gospod Kamler smo se spoznala, se spomnite na Ptuju. In tistokrat so za vseh strani pripeljali ljudi, da bi na nek način nazaj ustanovili podmladek.
Kljub temu, da je bila to stranka, ki je bila druga najmočnejša, imela, mislim, da okrog 20 poslancev, imela polovico vlade, ni pa imela delujočega podmladka. In ker sem tistakrat uspešno izpeljal ta na nek način seminar, so mi predlagali, da bi postal predsednik podmladka. Torej, na nek način sem se zaslužil to preko dela, ne preko tega, da me nekdo poznal. In na to sem ponosen. In tu v tem trenutku se tudi zahvaljujem gospodu Marjanu Podobniku, da mi je omogočil to, ker dejstvo je, da v tem trenutku, če bi Marjan bil proti, sigurno jaz predsednik ne bi bil. Tudi to obstaja v politiki. Tako da hvala lepa njemu za priložnost. Je pa res, da mogoče kdaj sem ga tudi razočaral, ampak to pač tak politiki je. Če nadaljujemo, ko je prišlo do združitve, moram reči, da bilo je več imen, ko smo se pogovarjali, v politiki obstaja, da se vedno stvari dogovarjajo. Redko kdaj je demokracija. Zakaj vas danes to učim, da vas ne bo presenetilo, da vas ne bo razočaralo, redko kdaj so demokratične volitve znotraj stranke. Dejstvo je, da vsak lobira in to se ne dogaja samo v novi generaciji, je pa velika verjetnost, da smo edini, ki o tem spregovorimo, mi. To se dogaja v vseh pomladkih. Dejstvo je, da to so stare strukture in so različni spopadi. Je pa res, da od tistega časa, ko je bila združena, jaz sem tu eno napako naredil, da to vam kar povem. Ko je bila združitev pomladka, gospod Hajdinjak je tistokrat res zahteval 10, pač, da smo imeli kandidatov za, da smo imeli, kako bi rekel, na kongresu, da smo imeli 10 glasov. Meni so hodili vsi, od Marjana Podobnika preprečevati, da to ni pametno. Jaz sem vztrajal in to prvič, da sem se uprl stranke. Jaz samo to vem, da rečemo z gospodom Severom, ki je bil nekoč glavni tajnik, on je prišel prvi do mene, pa ker smo dosti dobro sodelovala, je po 2 minutah gotovo, ker do tedaj nikdar nisem bil proti. Ampak ko se pa šlo za mlade, pa nisem odstopil, ker sem rekel, mladi morajo imeti besedo. In tudi dobili smo člane izvršilnega odbora. Nisem pa pričakoval naslednje zadeve, da ko bomo dobili na nek način neko politično moč, bomo imeli en drugi problem, da se bo starejši želeli vmešavati v podmladek. In vsaki kongres, ki je bil, so se starejši vmešavali. Vedno. In je tudi prav, to je demokracija. Jaz govorim, zakaj za to? Zato, da vas ne bojo stvari presenetile. To je del politike. In ne sme vas biti strah politike. Ampak na neko stvar pa opozarjam. Ne pozabite, v kaj verjamete. In če se skregate reči na osnove vrednot, kot na osebnih zamerah. Ali pa skot je kdo. Vrednote ostanejo. In danes v Sloveniji je problem to, da smo pozabili na vrednote. Žalostno je, da ste mladi v zadnjih 2 letih izgubili to moč. Vi nimate več, na žalost, delegatov. To je žalostno. Jaz upam, da si boste nekoč priborili to moč nazaj. Ker je prav, da imate tudi vi besedo na kongresu Slovenske ljudske stranke. Jaz bi se še enkrat vsem zahvalil, da ste me povabili. V glavnem želim vam čim boljšo delovanje, čim več akcij, ne se bati. Dejstvo je, da človek, ko prej enkrat odide z politike, je najlepše, da je ponosen na to, kaj je naredil v politiki in da se ne sramuje tega. Svet je majhen in razdalje so vedno krajše. Tega smo se v novi generaciji SLS kmalu po svoji ustanovitvi začeli globoko zavedati, kar je botrovalo temu, da se je nova generacija SLS začela intenzivno mednarodno udejstvovati. Danes smo polnopravni člani podmladka Evropske ljudske stranke in Evropske demokratske mladine, preko katerih se srečujemo z mladimi od Portugalske do Kavkaza in od Norveške do Cipra. Kljub temu pa je naša osrednja pozornost namenjena soustvarjanju družbe in države,
kjer bo mladi človek našel svoje mesto, svojo priložnost in svojo prihodnost. Zaradi tega smo aktivni člani Mladinskega sveta Slovenije, ki združuje najpomembnejše mladinske organizacije v Sloveniji v skupni nalogi spremljanja položaja mladega človeka in ustreznega reagiranja nanj. V vseh teh letih so naši člani bili pomembni nosilci skupne slovenske mladinske politike. Trenutno, poleg sodelovanja v strokovnih odborih, novo generacijo v vrhu mladinske politike zastopata Sara Bergle Zajec kot podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije ter Tibor Vrš mlajši kot član nadzornega odbora. Čez slab mesec, 4. oktobra, bodo ponovno volitve v organe Mladinskega sveta Slovenije, kjer je nova generacija na pragu zgodovinskega dogodka. Naša članica, dosedaj predsednica sveta nove generacije SLS Vanja Gruden, je naša, vaša in njihova prihodnost. Kot kandidatka za predsednico Mladinskega sveta Slovenije, najvišjega mladinskega organa v Sloveniji. Vanja, naprošam te, da nam spregovoriš nekaj besed. Hvala, Jasmina. Spoštovani, prisrčen pozdrav tudi v mojem imenu. Posebej z tega mesta naj moj pozdrav velja za naše goste, prijatelje iz drugih mladinskih organizacij. Mladi smo tukaj in od tukaj se mora graditi naša boljša prihodnost. Hvala. Noben človek ni svet zase in nobena organizacija ne more obstajati sama zase, brez povezovanja in sodelovanja. Prijateljske vezi so tiste, ki nas krepijo, nam vlivajo moči in poguma, ki nas izpopolnjujejo in navdihujejo. Brez česar preprosto ne gre. Tudi nova generacija SLS ima veliko prijateljev. Prijateljev, s katerimi rešujemo težave, s katerimi uresničujemo dobre projekte ali s katerimi gremo zvečer preprosto na kako pivo. In ti naši prijatelji so danes tukaj z nami. Iz Socialdemokratske mladine Slovenije prihajata predsednik Andrej Ščuš in Matej Žontar, iz Mladega foruma Tim Kampel, David Delakorda in Jan Škoberne, iz Zveze podeželske mladine Slovenije Rok Roblek in iz Popotniškega združenja Igor Jurišič. Mladi prijatelji, naprošam vas, da nam spregovorite nekaj besed. Spoštovani, spoštovane, dovolite, da prav prisrčno pozdravim Jasmino Opec, najmlajšo poslanko v trenutnem sklicu Državnega zbora in jo res pohvalim za vso delo, ki ga opravlja. Prav tako bi se zahvalil Tiborju Vorušu mlajšemu, s katerim smo v zadnjem letu vzpostavili en dober odnos in tudi sodelovanje. Prav tako pa seveda bi pozdravil vse vas. Tudi Vanjo Gruden, našo kandidatko za predsednico, tudi kolege iz podmladka SD-ja. Čeprav bi se mogli kregati, pa tudi včasih, tako kot je rekla Jasmina, spijamo kako pivo, pa naredimo tudi kaj dobrega. Skratka, z velikim veseljem sem se odzval na vašo vabilo, na vaš 6. redni kongres. To pa ne samo zato, ker ste se lani udeležili našega programskega kongresa in obletnice. Da povem, v podmladku SDS-a Slovenska demokratska mladina je nastala 31. oktobra 1989 in je bila taka prva nacionalna mladinska demokratična organizacija v tistih časih. SDM takrat se še imenovala Socialdemokratska mladina, danes smo malo zasukali ploščo in smo Slovenska demokratska mladina. Štejemo tam blizu 4000 članov, število članstva raste, pa prepričan sem, da to ni zaradi tega, ker smo na vladi in ker hočejo vsi službe, ampak tudi zato, ker smo aktivni. Sam kot predsednik podmladka gledam na preteklo sodelovanje precej kritično. Recimo, prepričan sem, da tukaj 3/4 delegatov oziroma članov sploh ne ve, kaj recimo pomeni 3P. Janez bo vedel, ne? Skratka, 3P je bila koordinacija podmladkov Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Slovenske demokratske stranke. Mislim, da na zadnje sodelovala ta koordinacija v letu 2005-2006, na to pa žal razne težave, kot logistične, kot nestabilnost v raznih podmladkih. Smo imeli mi težave, je včasih bilo kaj Mladi Slovenije narobe, včasih tukaj.
Danes pa mislim, da tako kot je rekla Jasmina, je tudi ena zgodovinska priložnost, da to sodelovanje po dolgem času spet obudimo. Zato prihajam sem, da kar novemu oziroma novo izvoljenemu vodstvu dam eno nalogo za uvrstitev na sklic prve seje vašega izvršilnega odbora in sicer podpis sporazuma 3P. Predlagam, da to naredimo čim prej, predlagam mogoče kar v novembru, decembru in da stopimo skupaj, poleg tega, da izvolimo predsednico Mladinskega sveta Slovenije, ki bo, mislim, da prvi v zgodovini tudi bolj iz desno-sredinske sfere, sodelujemo in delamo za mlade naprej. Ko se gledam po dvorani, vidim mnoge mlade, ki ste nadebudni, ambiciozni in zato vam čestitam. Takšnih je žal zelo malo. Pri vašem delu vas spodbujamo, vam stojimo ob strani in upamo, da bomo uspešno sodelovali vnaprej. Sami pa se tudi zavedajte tega, da ko imaš kakovost v sebi, je samo vprašanje časa, kdaj boš najboljši. Vse dobro. Lepo pozdravljeni, cenjene prijateljice, dragi prijatelji. Tovarišno smo bili veseli vabila in iskreno vam želimo čestitati in zaželeti vse dobro na poti, na katero stopate. Čestitke prejšnjemu vodstvu in predvsem obilo vztrajnosti novemu. Malo v šali, pa precej zares. Slovenija je danes v izjemno težki situaciji, za katero smo odgovorni vsi skupaj. In morda bi nadaljevanje 3P-jev moralo iti tudi v smer tega, da bi Slovenija ponovno razmišljala o tem, da delamo vsi skupaj, morda celo kot neke vrste vlada narodne enotnosti. In da iz te bitke, ki je pred nami, izidemo vsi državljanke in državljani zmagovalci in da se potem spopademo na volitvah za vizijo za naprej. V bitkah pač moramo sodelovati in tega smo se Slovenci vedno znali držati, smo pa znali biti tudi takšni, da smo po bitkah znali vsak stopiti v svojo hosto. V šali pa malo zares. Vrednote, ki nas družijo, so skupne, predvsem delo, solidarnost, svoboda in jaz srčno upam, da bo vodstvo znalo dati glas takšen, kot ga morda danes ima Mladi forum v svoji stranki, tudi Podmladko ljudske stranke v vaši stranki. Mal v hecu pa zelo, zelo zares. Mislim, da smo na zadnjem kongresu stranke mi izvolili Igorja Lukšiča za predsednika in trdno sem prepričan, da boste tudi vi znali postavljati predsednike svoje stranke v bodoče. Vse dobro in iskreno se veselim piva, ki nas čaka po tem kongresu. Hvala. Spoštovani, veseli me, da me je doletela ta čast in z veseljem smo se odzvali po vabilu Podmladka Slovenske ljudske stranke nove generacije na ta vaš kongres. Sam sem predsednik Zveze slovenske podeželske mladine, moje ime je Rok Roblek, prihajam sicer iz gorenjskega konca in bom rekel, da sem pobliže spoznal Maribor. Gospoda župana sicer ne vidim več v naši družbi, ampak vseeno. Maribor sem imel priložnost pobliže spoznati v lanskem letu, ko smo imeli tukaj projekt Evropske podeželske mladine z namenom Reli ravno v tem youth hostelu v Rušah. In sem presenečen nad mestom, nad delovanjem, nad mladino in nad vsem. Tako da danes je bil spet tisti dan, ko smo lahko to meheno obudili in sem s polurnim sprehodom po mestu spet obudil tiste spomine na lansko leto. Kot sem že omenil, prihajam iz Zveze slovenske podeželske mladine, katere predsednik sem zdaj poldrugo leto. Zgodba, ki jo je peljala podeželska mladina, je sicer nekoliko daljša, izhaja iz mladih zadružnikov, tukaj je bila že ena beseda omenjena prej. Pod imenom Zveza slovenske podeželske mladine pa obstajamo od leta 1993 in sicer v aprilu. Tako da vas vse lepo povabim, če boste zvedeli drug let, če boste dobili informacijo o tem, da praznujemo 20. obletnico, lepo vabljeni. Verjamem pa, da marsikdo od vas bo tudi prejel vabilo. Zahvalil bi se ob tej priložnosti sedanjemu vodstvu, posebej mogoče gospodu Tiborju Vorošu mlajšemu, ki je prvi navezal stik, kontakt in prišel ven z idejo o našem skupnem sodelovanju. Naši zgodbi mladih, ki bo mogoče popeljala to našo družbo, Slovenijo, gospodarstvo iz krize.
Iskrene čestitke za pogum gospodični Vanji, za kandidaturo in upam, da tudi preko Mladinskega sveta Slovenije, kot že omenjeno, zelo močne, zelo pomembne organizacije v Sloveniji, zapeljemo zgodbo mladih do točke, kjer bomo si priznali, da smo zadovoljni, kjer bomo tudi sami prejeli pohvale od ostalih, da smo naredili dobro in da delamo dobro. Želim vam uspešen kongres še naprej in pa ogromno entuzijazma, ogromno nove energije, novemu vodstvu, ki bo izvoljeno danes in pa seveda tudi odgovornosti. Pa še enkrat hvala in pa lep dan vsem skupaj. Ja, lep dober dan še z moje strani. Igor Jurišič je moje ime in predsedujem Popotniškemu združenju Slovenije. Ko poslušam tele spodbudne govore, ne morem, da se ne pridružim tem spodbudnim besedam. Namreč naša organizacija ne pod tem imenom, ampak nekoliko drugačnim imenom, kot se je imenovala nekoč Federalno društvo Sava, obstaja že od leta 1892 in letos praznujemo svojo 120. obletnico in lahko mirno rečem, da smo najstarejša nevladna organizacija v Sloveniji. V teh 120 letih oziroma 80 letih, odkar deluje Mednarodno združenje mladinskih prenočišč, smo uspeli od tistih nekaj gradov, ki so ponujali nekaj postelj, pa kdaj na kakšni kmetiji narediti mrežo, ki ima preko 4000 youth hostlov po vsem svetu, ki ima preko 40 milijonov nočitev, člane naše organizacije pa štejemo v milijonih. Ko sem sam prevzel to zahtevno nalogo, da v Sloveniji organiziram mrežo youth hostlov, to je bilo leta 2000, sem našel zapuščino 5 hostlov, od katerih je samo en deloval čez vso leto, in pa organizacijo, ki se je takrat imenovala Počitniška zveza Slovenije, ki je imela več dolgov, kot boste vi kdajkoli verjetno dobili državnih sredstev, pa ne glede na to, kako dolgo boste delovali. Skratka, v tej situaciji sem prevzel to organizacijo in še predno sem se usedlo, so mi svetovali z Mednarodne federacije, da moramo narediti nekaj novega in to smo tudi naredili. Danes šteje Slovenija 48 youth hostlov in daje zgled ne samo naši regiji, ampak tudi širše svetu. Kot je prej župan mestne občine Maribor in univerzitetnega mesta Maribor, gospod Franc Kangler povedal, se Maribor ponaša z enim od najboljših youth hostlov, ne samo v Sloveniji, ampak v tem delu Evrope, ki je bil zgrajen v prostorih nekdanje vojaške pekarne oziroma upravne zgradbe takratne vojaške pekarne. In tako kot tale youth hostel je bilo iz evropskimi sredstvi zgrajenih še 9, med ostalim, zdaj pridem ravno do prepletanja, kjer se srečujemo v mladinskem svetu, med mladinskimi organizacijami. Namreč Sara Brglez, podpredsednica Mladinskega sveta, je uradno zadolžena za delovanje youth hostla, ki je, mislim, da na najbolj vroč poletni dan doživel svojo otvoritev. Takrat je prej omenjeno pivo, ki ste ga zdaj že nekajkrat omenili, še veliko bolje teklo, kot bo verjetno danes. In takrat smo tudi odprli tale youth hostel v Radljah, ki se ne glede na lokacijo nič kaj slamežljivo ne podaja na pot mednarodne mreže in mislim, da bo v kratkem tudi tam zgodba o uspehu, tako da še enkrat hvala Sari Brglez za vse, kar je naredila za nastanek in razvoj youth hostla v Radljah. Zdaj pa z moje strani slišali smo ogromno o krivicah, pa dovolite, da še osebno mogoče vam prenesem eno misel, ki jo nekoč zapisal kubanski pesnik Jose Marti. Rekel je namreč, če vidiš, da se dogaja nekaj nepravilnega oziroma krivica in tega ne prepreči, si enako kriv kot tisti, ki jo je zagrešil. Spoznali smo na izletu nekega hladnega decembrskega dne. Prekmurka, prijazna, umirjena, s smislom za humor in izjemnim občutkom za plesni iger. Kmalu je postala naša prijateljica, zaupnica, svetovalka. Nekdo, ki si ga poklical sredi noči in ti je povedal, kako se cvrejo jajca. Ali ki te je poslušal ob nesrečnih ljubezenskih izkušnjah. Sicer njen umirjen in miroljuben značaj se je prelevil v borbenost njenega horoskopskega znamenja Levinje. Vsakič, ko nas je bilo potrebno zaščititi ali pa zgolj popraviti naše majhne ali velike neumnosti. Na tem mestu velja opravičilo za vse neumnosti, ki smo jih povzročili. Hvala. Vedno je tu, z nasveti, za vzpodbudo.
pridiganju o tem, kako pomembno je šolanje in dokončanje študija. Za družbo v prijetnih večerih, ko sedimo ob Ljubljanici in debatiramo o življenjskih modrostih. Pravijo, da vsak dobi tisto, kar si zasluži in da ima vsak v življenju svoje mesto. Ko je stopila v Državni zbor in postala prva poslanka nove generacije Slovenske ljudske stranke, te najmlajša poslanka, članica političnega podmladka v zgodovini slovenske parlamentarizma. Samo s ponosom zrli na njo in vedeli, da ni bolj primerne osebe za ta dosežek. Minuli dnevi, tedni in meseci so jim minevali v pripravi enega cilja, povezati novo generacijo SLS še močneje in ustvariti pogoje za razvoj in ustvarjalnost mladih. Brez nje danes nas ne bi bilo tu. Kljub temu, da je ista kot prej, ko nekdo, ki verjame v dobro. Zaradi tega se ji na tem mestu zahvaljujemo za vsa pretekla doživetja, za objeme, za vso vero in zaupanje, za odrekanja in soljubezen. Hvala, draga Jasmina, zaradi tega, da si to, kar si. Vse poznate tisto, ko človek ostane brez besed oziroma komu je težko kaj povedati. Najlepše se vam zahvaljujem za to presenečenje, ki ste mi ga pripravili na današnji dan. Nova generacija v vseh letih, ko sem njena pripadnica, ko sem njena članica, zame ni bila zgolj politični podmladek. Bila je to organizacija, v kateri sem vedno znova spoznavala svoje prijatelje in s katerimi smo vedno znova doživeli toliko mnogo lepih stvari, toliko mnogo doživeti in toliko novih spoznanj. Prijatelji, s kateri iz dneva v dan skupaj odraščamo in skupaj stopamo v svet odraslosti. Na tem mestu naj velja moja zahvala vsem vam za vse minule trenutke in za vse tiste, ki bodo še prišli. Hvala lepa. Nekoč je neka gospa dejala, da prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v lepoto svojih sanj. Mi ne samo, da verjamemo v lepoto sanj, ampak verjamemo tudi v lepoto prijateljstva, v dejstvo dobrih dejanj in plemenitih namenov. Verjamemo, da bomo skupaj z vami, dragi prijatelji, lahko uresničevali svoje zamisli z enim in edinim ciljem. Ustvariti okolje, kjer bova jaz in ti, ona in on, kjer bomo mi vsi skupaj srečni. Dragi gostje, zahvaljujem se vam, da ste bili danes z nami. To nam je dokaz, da verjamete v nas, da verjamete, da smo na dobri in pravi poti. Upam, da se kmalu zopet srečamo. Sedaj pa vas vse skupaj vabim v zgornji del terase, se pravi hotela, kjer bomo kot velika družina uživali v sobotnem kosilu in lepoti tega, da imamo drug drugega. Po kosilu pa sledi še statutarni in volilni del kongresa, kjer bo naš korak na novo pot dobil še svetlejše obrise. Hvala za pozornost in prisrčen pozdrav vsem skupaj. Lepo pozdravljeni, sem Astrid Bah, podžupanja v Mariboru in pa predsednica mestnega odbora SLS, mestne občine Maribor. Izredno vesela sem, da se današnji kongres odvija prav v Mariboru, saj nam to lahko predstavlja neko napoved za drugo leto, ko bo Maribor Evropska prestolnica mladih in vzajemno želimo,
da se prestolnica mladih, v času prestolnice mladih Maribor tudi okrepi in pa da se mladi vključijo v lokalno politiko in odločevalske procese. Prav tako si to želim za novo generacijo Slovenske ljudske stranke, saj nam s skupnimi močmi lahko uspe. Slovenske ljudske stranke smo seveda veseli, da je prišlo do tega kongresa nove generacije. Stranka brez podmladka je kot kmetija brez naslednika ali pa kot družina brez otrok. Slovenija rabi nove generacije politikov in jaz verjamem, da bodo danes mladi izvolili vodstvo in ekipo, ki bo pomenila prihodnost te stranke, predvsem pa tudi prihodnost Slovenije, ki rabi nove moči, nove poglede in pa novo vsebino. V novi generaciji Slovenske ljudske stranke sodelujem aktivno že okoli 5 let. Aktivno spremljam tudi tematiko Mladinskega sveta Slovenije. Pomembno vlogo pri mladinskem modelu imamo tudi mladinske organizacije. Na nas je ta odgovornost, da motiviramo mlade, da bodo bolj aktivni in tudi nas je prevzeli odgovornost pri soustvarjanju našega boljšega jutri. Tako da mladi smo tukaj in tukaj se mora graditi tudi naša prihodnost. V današnjem času, ki je težki, v današnjem času, ko se vsi soočamo z nekim pesimizmom na vseh področjih in ko iščemo izhode iz situacije, v kateri smo se znašli, je še toliko pomembneje povezanost generacij v istem cilju, da ustvarimo prihodnost, v kateri bodo naši otroci lahko živeli. Današnji kongres nove generacije je tudi za stališče Slovenske ljudske stranke neki dodatni prispevek k temu, da nove generacije, da mlade generacije začnejo še intenzivneje prispevati k ustvarjanju družbe, ki bo družba prihodnosti. Današnje vodstvo, ki bo izvoljeno na tem 6. kongresu nove generacije SLS, bo zato imelo še bolj odgovornejšo in pomembnejšo vlogo. Zato je še danes toliko večja odgovornost na vodstvo, ki bo danes izvoljeno na tem 6. kongresu nove generacije SLS, da bo tvorno in aktivno po svojih najboljših močeh s pomočjo članstva prispevalo k gradnji države, v kateri bomo vsi bolj optimistično zrli v prihodnost, ki nas čaka. Danes v Mariboru se je za novo generacijo z 6. rednim kongresom obrnil nov list. Nov list o uspehu, o enotnosti, o povezovalnosti, o sinergiji. To smo danes pokazali z veliko udeležbo, z udeležbo ostalih prijateljskih, političnih in seveda tudi nevladnih organizacij. Danes smo skupaj stopili na pot, ki bo za mlade in tudi seveda za ostale v Sloveniji zelo pomembna. Čaka nas težko delo, ampak z vztrajnostjo, z močjo bomo mlade v nove generacije naredili vse, da bomo izboljšali situacijo, v kateri smo se žal danes znašli. Izjemno čast mi je, da sem z današnjim dnem pridobila tako veliko zaupanje vseh mladih, ki so združeni v eni izmed največjih mladinskih organizacij v Sloveniji. Vendar pa se zavedam, da kljub čestitkam se na pot šele podajamo skupaj. Saj z skupnimi močmi vseh, ki so danes tukaj v dvorani, nam lahko resnično uspe, da postanemo mladinska organizacija, ki se bori za svoje cilje, jih ima in jih zna tudi uresničiti. Vesela sem, da imamo ob tem tudi podporo našega predsednika Radovana Žerjava, kateremu sem izredno hvaležna za osebno zaupanje, ki mi ga je izkazal in mi dal hkrati tudi potrdilo, da je bilo moje dosedanji trud preko Mladinskega sveta Slovenije kot podpredsednice in seveda moje udejstvovanje v lokalni sferi preko Mladinskega centra pravilno in je to tudi velik napotek za naprej.